Karitas pravočasno odzvala in tudi dobro. Kar se tiče drugega sodelovanja s sosednjimi Karitas ali mednarodnimi Karitas, ko je se ta reka beguncev pojavila v Srbiji in Makedoniji, smo se tudi odzvali finančno in materialno in tudi z njimi se povezali, od njih dobivali izkušnje, enako velja za hrvaško Karitas, mađarsko Karitas, avstrijsko Karitas. Nemška Karitas pa nam je predvsem priskočila finančno na pomoč, saj smo od njih dobili 108 000 evrov, kar ni majhna pomoč, in zagotovilo, da bodo še naprej pomagali, vkolikor bomo potrebovali. Polovico teh sredstev od nemške, avstrijske Karitas je bilo v materialnem smislu za materialne potrebe, polovico pa za hrano. Tako da tudi mi kot Karitas smo iz teh donacij in tudi izbranih sredstev pri nas, sem tudi ponosen in hvaležen, da se je pri nas zbralo 70 000 evrov. V teh časih je to lepa številka, in tudi večina teh sredstev smo uporabili za nakup hrane. Tako da s civilno zaščito sodelujemo tudi po tem vidikom, da izbranih sredstev ali iz doniranih sredstev tudi kupujemo hrano, pač tista, ki je potrebna, in tudi te potrebe usklajujemo, da do sedaj tako v nastanitvenih ali drugih centrih ni zmanjkovalo hrane, čeprav so poskušali mediji včasih o tem govoriti nasprotno. Tudi tam se je hrana ni bila primerno morda podana z naše strani, ali pa so begunci imeli nepravilen odnos do nje in tudi želeli to vodarko prej povedal ali pa zinkam, en korak naprej, da si vsak od samopostrežbo poskuša vzeti hrano. To bi jaz povedal, da so nam priskočili tudi na pomoč malteški vitezi, ki so v Dobovo pripeljali kombi in pa posode termoske za delitev čaja, in bomo še to prakso nadaljevali. Prav tako smo v stiku z ameriško ambasado, ki želi nas kadrovsko podpreti, in vse te pomoči, kot sem prej omenil, nemške, avstrijske, tudi švicarske Karitas prihaja na pomoč. Zelo pa smo veseli, da so nam tudi praktično prišli na pomoč sosedne Karitas. Tako naprimer preko mađarske Karitas smo dobili 8 oseb kot zdravniškega kadra s šotorom, prav tako čez 40 prostovoljcev iz Češke, danes prihajajo iz Švice prostovoljce, iz Mađarske, kot sem prej omenil, smo dobili zdravniško ekipo, 8 ljudi, in še nam poskušajo priti naproti, kar radi sprejmemo, vendar to moramo tudi sami biti sposobni usklajevati. Moja ocena je, da kot nacionalna Karitas smo prisotni, smo živi in delamo v smislu, da želimo biti v službi človekovega dostojanstva. In kot smo že danes v obeh škofov slišali, toliko, koliko so naše moči dopuščajo, toliko se vključujemo v to mrežo pomoči. Ne vemo točno, kaj se bo jutri zgodilo, tako kot vi mediji, tudi na to moramo biti pripravljeni, da bo morda večje število ostalo pri nas, pa vendar upanje ostane, da večina gre čez mejo. Vendar zima je pred vrati, pogledajte, danes je minus, skrbi nas, kako bodo predvsem matere z majhnimi otroci, kako bodo tisti, ki so malo opešali. Zato smo tudi dali na razpolago 2 materinska domova Karitas, v primeru, da bi bila večja potreba žensk, ki imajo majhne otroke. Dali smo na razpolago tudi 2 kapaciteti za 14 oseb, če bi prišlo do tako imenovane trgovine z ženskami. Tudi na razpolago še imamo nekaj drugih kapacitet, vkolikor bo država prosila za to stransko pomoč. Vsenkrat hvala lepa. Najlepša hvala, generalnemu tajniku Slovenske Karitas, gospodu Jelevicu.
kolegico, sedaj pa vabim k besedi gospoda Čuna, generalnega tajnika našega Komisije Caritas Maribor, da nas spregovori o položaju na terenu konkretno na Šalsko. V Mariboru, kot veste, imamo Gruškove in pa središče upravi sprejemna centra in pa nastanitveni center v Šentilju. Naši sodelavci in pa prostovoljci so tukaj povezani v sprejemnih centrih, predvsem so na klic. Takrat, ko dobimo strani policije in uprave zaščite in reševanja podatek, da prihaja večje število beguncev, se zorganiziramo in gremo na teren. Drugače v namestitvenem centru, kjer smo prisotni 24 ur na dan. Tukaj v Šentilju smo dnevno tam od 15-16 pa tudi do 25 prostovoljcev vsak dan, podobno tudi Rdeči križ in pa filantropija. Delo je organizirano, koordinirano strani uprave zaščite in reševanja, ki nekako nas najprej zjutraj ob 7 se zbere, povemo, kako je potekal dan pred tem, katere so načrtovane aktivnosti v naslednjem dnevu, vendar moram jasno povedati, da naše delo humanitarnih organizacij nastopi šele takrat, ko policija odlično opravi svoje delo in pa vojska. Moram povedati, da brez policije in pa brez vojske bi naše delo bilo onemogočeno. Najbrž ste zasledili, da je v začetku bilo kar nekaj težav pri delitvi pomoči v Šentilju, ker je bilo premalo število policije. Zato vas prosim, da pustite nam vojsko. Brez njih je delo s tako veliko množico beguncev nemogoče. In tukaj gre vsa zahvala in vse karkoli naredijo res v njihovem delu vsa pohvala, kar se tiče policije in vojske. Rdeči križ in pa Caritas imata naloga v namestitvenem prostoru predvsem, da zagotovita hladen obrok, vojska ob 12, to spravi za zajtrk, vojska ob 1 pripelje kosilo, pomagamo razdeliti in pa zvečer večerja Rdeči križ in Caritas. Vso hrano, ki jo delimo, dobimo s strani uprave zaščite in reševanja interventne zaloge. Zraven je dodatek še donacije, katere je prej generalni tajnik Slovenske Caritas povedal, in pa dodatki, ki jih nekako prejmemo kot donacije na lokalnem področju. Ne moremo povedati, kako zelo pomembno je mrežno sodelovanje. Tukaj Caritas, tukaj druge humanitarne organizacije same za sebe ne morejo narediti nič. Le takrat, ko smo skupaj, ko se skupaj uskladimo, lahko pomagamo takšnemu številu ljudi. Na začetku, prvi dan, sobota, ko so nas poklicali v Šentilj in pa v Gruškove ter središče v Dravi, smo se spraševali, na kakšen način naj pomagamo 200, 300, 400, 500 beguncev. Skupaj smo se uskladili, vsak si porazdelil naloge in tisto res odlično naredili. Danes nam prostovoljcem razdeliti zajtrk, kosilo, večerjo 600, 1200, 2000 beguncev ni noben problem. To naredimo v kratkem, realno kratkem času in pa predvsem dostojanstveno. Tukaj prinašamo sodelavci Caritas, prostovoljci Rdečega križa in pa filantropije, tisti, bom rekel, dodatek, ki je zelo potreben v težkih razmerah, seveda šele potem, ko dobro upravi svojo nalogo vojska in pa policija. Brez uprave za zaščito in reševanje je naše delo zaman. Oni imajo vse niti, oni imajo logistiko, oni koordinirajo naše delo. In le, če se pustimo voditi njihovemu odličnemu vodstvu, je naše delo odlično upravljeno. Tako zjutraj pregledamo za nazaj, kot sem že povedal, in pa načrtujemo delo za naprej. Podobno je tudi v drugih namestitvenih centrih. Seveda, mogoče ste mediji zasledili, da se nam v Šentilju dogaja, da so lačni pred mejo. Moram reči, da država je odlično poskrbela za begunce. Veste pa,
da si vsak begunec ima samo dve vprašanje. Kdaj gre naprej? In drugo vprašanje, kdaj bo lahko šel naprej? In zelo pomembno je strani sodelavcev po prostovoljcev je, da dajo verodostojne informacije. Da ko se z njimi pogovarjamo, da ne damo nekega lažnega upanja. In za vse te informacije, kdaj bo šli naprej in pa kako je pristojna policija. In prostovoljci smo še kako občutljivi, če vidimo katerega izmed nas, ki aktivistično hodi noter po šotoru in se pogovarja z begunci in daje lažno upanje, na koncu pa pomaga samo enemu, tisočim pa ne more. Torej, mi delamo sistemsko. Imamo v Šentilu dve jedilnici, spodaj in zgoraj, in vsakdo, ki je lačen, lahko dobi topel obrok oziroma malico. Vsakdo, ki rabi kaj za obleč, imamo 2 šotora z oblačili. Tukaj moram pohvaliti slovensko filantropijo v Šentilu. Tako kot so se oni odlično organizirali in skrbijo za oblačila, vsaka čast, kapo dol. Res je, da je njih par padalcev med njimi, ampak večinoma moram reči, da odlično delajo in sortirajo in pomagajo. Karitas, Rdeči križ, hrana. In pa zdravstvo, tukaj pa zdravstveni dom v Mariboru z svojimi zdravniki in pa z medicinskim osebjem skrbi, da so oskrbljeni vsi, ki so oslabeli, ki imajo zdravstvene težave, prebavne motnje. Moram reči, da kakih večjih problemov zdravstvenih še nekako ni bilo zaznanih. Po drugi strani pa so tudi določeni preventivni ukrepi. Vsi prostovoljci smo mogli najprej iti skozi kratek briefing, posebna higiena, rokavice, zaščitne maske, potem vsa oblačila, ko pridemo domov, jih je treba dati prati, tako da tukaj res skrbimo za osebno varnost, pa tudi varnost širše. Sem bil predolg. Lahko bi še govoril. Tvoje najlepša hvala za še poročilo. Sedaj pa predno bomo boste dobili vi besedo, predstavniki medijev, za svoje vprašanje, pa povabil še gospod Zinko Židršič iz Karitas, ki prihaja iz področja Brežic in pa Dobove. Gospa Zinka Židršič, beseda je vaša. Ker je bil Darko tako izčrpen, bom pa jaz malo krajša. Način dela je že Darko zelo lepo opisal, tudi pri nas poteka na isti način. Lahko samo še tudi jaz pohvalim policijo in vojsko. Brez njih naše delo ne bi nikakor potekalo. Pri nas v Brežicah in Dobovi je samo prevodni center, zato tudi uskrbimo samo suhim obrokom. Lahko rečem, da vsak dobi, nobeden ne ostane brez tega suhega obroka, čeprav je bilo že veliko v medijih slišano, da so bili lačni, da so bili željni in tako naprej. To ni res. Naši prostovoljci poskrbijo res za vse, razdelijo čisto vsakemu. Tako, ko je Darko tudi rekel, vsak sprašuje, kdaj bo šel naprej in kam bo šel in kje je, nekje poskušamo odgovarjati. Težava je tudi z jezikom, pomagamo si z rokami in z nogami in s prevajalci. V glavnem poteka zadovoljivo. Mi sami prostovoljci smo od prvega vala že, to se pravi, ko je prvi val, prvih 300 beguncev prišlo sploh v Slovenijo, sredi noči smo se mogli zbuditi, zagotoviti hrano, zagotoviti obleko, jih preobleči, ker takrat so prišli preko sotle, premočeni, res v slabi kondiciji. Nas je prostovoljcev, prva skupina je bila 20 prostovoljcev, no sedaj se je povečalo, da nas je okrog 40. Delamo z roko v roki z Rdečim križem, z filantropijo, ne smemo pa pozabiti tudi na Adro. Tudi z Adro zelo dobro sodelujemo.
Zdaj se je Brežiški center na policiji zaprl, imamo pa še zmeri oba v Dobovi. Ja, kaj bi še povedala? Sploh ne vem, nitka se mi je utrgala. Gospoda, najlepša hvala, gospod Zinka Židešič iz Karitas za vse te besede. Sedaj pa prehajamo na tretji del naše tiskovne konference, konkretno na vprašanje medijev. Kot se je že videli v vabilu, tema današnje tiskovne konference je begunska kriza oziroma delovanje slovenske Karitas. Lepo vas prosim, da se predstavite, poveste, katere medije predstavljate in komu namenjate svoje vprašanje. Prosim. Urša Trebušak za oddajo Svet na kanalu A. Jaz bi prosila praktično vse sogovornike, ki bodo ocenili, da je to zanimivo vprašanje, kako gledate na pisanje mursko-soboškega škofa, pa je govoril o karitativnosti. On je napisal, da je karitativnost prosta pot v Evropo za tiste, ki prihajajo samo zato, da bi uničili krščanstvo. In govoril je tudi o tem strahu pred migranti, pred islamizacijo. Pa me zanima, kako vi to gledate na to. Tisti v Karitasu in potem seveda tudi gospodin. Na to vprašanje bi govoril gospod Škof, Levani, prosim. Najprej, Škof Peter Šlunf je bil nekoliko napačno razumljen, zato je tudi dal potem pojasnilo in razlago svoje izjave. Najprej treba reči glede tega. V cerkvi smo svobodni, je velika demokracija, tako kot na sinovi dva, ki skupaj sedita, imata popolnoma različni stališči in svobodno poročata, tako tudi pri nas. Vendar moram reči, da ne vem, kako bistveno drugačnega ni povedal, čeprav nekatere stvari priostril. To, kar se tiče islamskega ekstremizma oziroma nevarnosti, ki bi lahko bodoče, če bi ti valovi, ti tsunami, tako rekoč, bili nekontrolirani oziroma da bi res zajelo zelo veliko število, ker pomislimo na milijone, ki čakajo tam morda še eventualno, da se lahko res pojavijo določeni problemi. Predvsem je pa, kot je on sam potem razložil, hotel distingvirati to med, se pravi, da bi ločili begunce, ki res jim je treba pomagati na vsak način, in pa množico migrantov, ki so izkoristili to begunsko krizo in se medne tako rekoč pomešali, vključili in se tudi drugače obnašajo kot pa. Nam so povedali ponekod, kjer smo dobili te informacije, bodi si pri vojski, bodi si pri prostovoljcih in tako naprej, da se begunci, to so predvsem Sirci, drugače obnašajo kot drugi. In so veliko bolj, kot pravimo, se čuti že iz njihovega obnašanja, da so res begunci, ki iščejo in so hvaležni za pomoč, ki jo nudi Evropa, ki jo nudimo mi preko države, preko Caritas, preko drugih dobrovoljnih in Rdečega križa in drugih dobrovoljnih organizacij. Če pa prisluhnemo tisku, poročanju, kaj se dogaja v Nemčiji tudi in tako naprej, in pa tudi na Balkanu, bomo pa lahko rekli, da ima saj v tem nekako, da opozarja, da je hotel opozoriti na nekatere nevarnosti, ki se lahko zgodijo, tudi Škof Štumpf nekako prav. Ponovno pa rečem, da je nekako priostril nekatere stvari, da je hotel opozoriti na to. Dobro, najlepša hvala. Naslednje vprašanje. Šanka Velja, Dnevnik. Zdaj, če povežem to, kar ste povedali, s tistim, kar je gospod Škof napisal v tistem prvem svojem, potem se mi zdi, da je njegova kritika na Caritas upravičena. Namreč napisal je, karitativnost na način, kot jo peljem sedaj, je kanal za našo samouničanje. Zdaj, če tudi vi pravite, da je treba ločiti med migranti in begunci, potem vas moram tukaj vprašati, kaj boste storili, da ne boste uničili karitativnosti, ker zdaj vi najbrž na terenu ne veste, kdo je begunec, pa kdo je ekonomski migrant.
Se pravi, ali se tukaj napoveduje, oziroma kaj boste vi naredili na terenu Karitas, da boste ločevali med njimi? To je predvsem stvar države, ne? Da bi to nalogo izvedla s popisom in tako naprej. Trenutno to ni naša naloga, ne, ker imamo samo, smo prehodna država, tako da to bojo morali ljudi spremljati. Predam še besedo gospodu Večkopu, Cviklu, da poda pojasnilo. Torej, na terenu Karitas služi vsem. To jaz tako rečem kot predsednik, tukaj ne ločuje. Je pa res, ko se prej rekel, da Karitas posebno čutno gleda na družine, na male otroke, na to. To pa je, kako rekel, se mi zdi, da je to tisto, ko so rekli, da so poskrbeli to po čaj, otroci iščejo čaj, mleko, radi bi toplo vodo, da bi mleko za otroke. Ne? Torej, tukaj gotovo je poudarek. Ne? Ampak, če se jaz vrnem nazaj samo k temu pismu, ne? Gospod Škof Andrej je 24. oktobra izdal uradno izjavo Slovenske škofovske konference. Uradna izjava, ki jo najdete na naši spletni strani, in ta izjava lepo govori, da mi pomagamo vsem in da, kaj bi rekel, pristopamo vsem. Je pa, kaj bi rekel, mnenje gospoda Škofa treba imati kot osebno mnenje. Vsak ima pravico, jaz tudi prihajam čist drugega konteksta, vidim stvari pa še koh in jih je osebno izrazil, ima pravico. Se mi zdi, da je cerkev prostor dialoga in hvala Bogu, da je prostor dialoga in tudi, kaj bi rekel, vse. Je pa danes on že sam izdal, oziroma mediji ste dobili njegovo razlago, tako da mi ne bi šli razlagati nekaj, če se sam razlaga sebe, tako da bi to spoštovali. Boljše bi še ti.